Meni se zdijo v bistvu vse otrokove pravice zelo pomembne. Pravica do izobraževanja, zdravstvena oskrba, pravica do lastnega mnenja, pravica do čistega okolja, da si lahko svojo družino, pa da recimo, če so otroci ločeni, da imajo stik z obema staršema. In mladi iz osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja so se že srečali s kršenjem svojih pravic. Veliko krat je po televiziji ali časopisih kakšno nasilje in od tega je zelo veliko, odkar je bila karantena. Diskriminacijo opazim naprimer pri prijateljih. Pri nas v razredu so nekateri diskriminirali druge, zaradi naprimer so prihajali iz druge države ali so pa imeli drugačne mnenje. Mogoče kdaj do enakopravnosti, da sem bila postavljena v slabši položaj kot ostali, ker v bistvu imam preveč kilogramov in tudi zaradi tega potem kdaj kdo drugače ravna z mano. Nekateri ljudje bi takoj reagirali, ko bi videli, da se pravice kršijo, nekateri pa samo ignorirajo, kot da se nič ne dogaja. Najpogosteje mladi zaupajo odraslim, ki so jim blizu. Od novembra pa imate tudi možnost, da se v okviru projekta Če vidiš krivice, uporabi pravice, obrnete na brezplačno telefonsko številko 080 3686 ali pa v svojih težavah pišete na njihov elektronski naslov. Na drugi strani se bo oglasil strokovni sodelavec, ki je usposobljen za sprejem tega klica. Videl bo, ali mogoče otrok potrebuje psihološko podporo ali pravno podporo. Mogoče potrebuje samo neko bližino, nek topel nasvet. Posvetujete se lahko tudi o postopkih, ki so vam na voljo, če se znajdete v stiski. Vemo, da ne živijo vsi otroci v nekem varnem, prijetnem družinskem okolju, in včasih ne vedo, na koga bi lahko naslovili svoje probleme, da bodo otroci slišani. Prav zato so tudi veseli predlogov mladih, kako bi se še lahko povezali. Bi nekaj napisal, dal bi to v škatlo in potem bi ta oseba prebrala in skušala temu pomagati. Aplikacije za pogovor, kot so recimo Discord mogoče ali pa Viber in se mi zdi to najboljša rešitev.